Glavni pokrovitelj oddaje je Grave zavarovalnica. Dober dan v prvi letošnji oddaji za zdravje. Z Marjetko Kračman bova danes klepetali o pravilni dieti, zdravem načinu prehranjevanja in o zanimivi akciji Vitki in zdravi s kalčkom. Marjetka, živjo. Živjo, Nataša. O dieti bova danes malce govorili, kaj dieta je, kakšne so tiste pasti modernih diet. Vem, da ti to veš. Vem. Dieta, sama beseda dieta v osnovi izhaja iz grške besede, pomeni pa način življenja oziroma način prehranjevanja. In kar je pri dieti pomembno je, da se večina ljudi ne zaveda tega pravega pomena besede in to smatrajo, kot da gre za neko kratkoročno odrekanje dobri hrani, a ne njim, se pravi ljube hrane, zato da bodo dosegli nek rezultat. Ponavadi gre tukaj za izgubo odvečnih kilogramov. Pasti modernih diet so pa običajno takšne, da se v samem jedilniku izključuje določena živila, ki vsebujejo hranila, ki so kljub temu zelo pomembna za nas. In tukaj je v bistvu največji problem in lahko hitro pride do podhranjenosti telesa oziroma lahko dosežemo tudi kontraučinek s tem, ko telo začne potem iz hrane, ki jo uživamo ob dieti, začne nazaj v bistvu delati neke zaloge in dobimo kontraefekt. Tako da je zelo pomembno, da se zavedamo, kaj pomeni v bistvu zdrava dieta oziroma zdrav način prehranjevanja. Zdrav način prehranjevanja, na kratko, kako bi ga ti opredelila? Opredelila bi ga tako, se pravi, da je vsak dan potrebno zaužiti vsa makrohranila, to so predvsem ogljikovi hidrati, beljakovine, maščobe in pa seveda ne smemo pozabiti na vlaknine. Vlaknine so tudi super lahko pripomoček oziroma recimo, ne vem, če izpostavim indijski trpotec, kot bogat vir vlaknin, je idealen pri hujšanju oziroma pri uvajanju novih prehranjevalnih navad. Iz tega vidika, ker dejansko dajejo vlaknin dolgotrajnejši občutek sitosti. Hkrati pa so tudi hrana za vse te pozitivne bakterije v naši črevesni flori in s tem v bistvu tudi pomagamo pravilno delovanje črevesne flore, da se tudi mikrohranila dobro absorbirajo. Ampak kateri hrani pa se je treba res izogibati in katero malo več vnašati v telo? Tako, dajva še to povedati. Izogibati se je predvsem potrebno, se pravi, enostavnim sladkorjem, hrani, ki je bogata z samimi sladkorji, to lahko tudi preberemo na deklaraciji, nasičenim maščobnim kislinam, se pravi, vsej beli hrani, tukaj predvsem spada, ne vem, tudi kakšen oluščen riž bel, lahko navaden krompir je lahko tudi v prevelikih količinah delikaten, bel sladkor, sol v zmernih količinah, se pravi, in vse te industrijsko v bistvu predelana hrana tudi in pa bela moka. Dejstvo je, da je treba posegati bolj po polnozrnatih živilih, ki so polnovredna, ogromno zelenjave, tukaj res lahko eksperimentirate in sežete po katerikoli v bistvu zelenjavi, ki vam ustreza. Tudi sadje je dobrodošlo, sicer predvsem bolj v dopoldanskih urah je priporočljivo. Potem pa seveda oreščki, suho sadje so lahko tudi nadomestilo namesto kakšnih sladkih obrokov. Prav zdaj pri vas poteka akcija Vitki in zdravi s kalčkom. Vitkanje, kaj to pomeni? To pomeni v bistvu, gre za nek doprinos samemu posamezniku, ki se bodo prijavili na ta program in se udeležili vseh 4 predavanj, da jih bomo na nek način ozavestili o zdravem načinu prehranjevanja. Kako se tega sploh lotiti, kako postopiti, da jih bomo izobrazili, da bojo sami tudi znali izbrati primerno in pa kvalitetno živilo za njih. Pa ne gre tukaj za izgubo odvečnih kilogramov ali pa za pridobivanje na teži. Tudi veliko ljudi je podhranjenih, ker se pravi ne uživajo dovolj pestre hrane. Tako, dovolj pestre hrane, bistveno premalo hrane tudi nekateri uživajo v tem smislu. S tem, da seveda bo tudi neko predavanje iz strani za fizično aktivnost tudi, kako je pomembna
pri samem vitkanju in vitalnosti telesa. Tako da v tem smislu, ja. Rekla si, da bodo predavanja brezplačna, da bodo tule pri vas v Šiški v Kalčku vsako sredo ali kako? Začnemo torej 20.1. ob 17:30 uri s prvim uvodnim predavanjem. Marjetka, za danes hvala za tale prijeten pogovor. Veliko stvari smo izvedeli, novih, in kot smo rekli, se vsak mesec dobiva, poklepetava na kakšno temo in jaz se tega res zelo veselim. Tako, odlično. Hvala za povabilo.